Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Radio Sora vam dela družbo in čas je, da odpremo vrata v našo radijsko klepetalnico Na stežaj, v kateri danes pozdravljamo Škofjeločana Klemna Orešnika, multidisciplinarnega umetnika, vizionarja, mistika in raziskovalca prelepe kompleksnosti našega obstoja. Pri njegovem delu ga, kot pravi, navdihujeta brezmejna lepota narave in odmev modrosti kozmosa, vse skupaj pa uspešno združuje pod svojo blagovno znamko, ki v naš svet prinaša žarek sonca. O njegovi umetnosti, lučkah, po katerih je vedno bolj prepoznaven, mističnem svetu, ki ga raziskuje, in še kakšni drugi zgodbi, ki zaznamuje njegovo življenje, bomo s Klemnom klepetali v nadaljevanju. Najprej pa, Klemen, dober dan in dobrodošel v našem studiu. Kako si? Zdravo. Hvala za vabilo. Dobro. Pester december je. Delam zdaj tele lučke, ki sem jih za Kickstarter dobil naročene. Tako da je 14 lučk, ki jih moram do februarja narediti. In ful dobro, pač vesel sem takrat, ko imam naročila, takrat, ko lahko ustvarjam. Tudi midva bova danes ustvarjala, našim poslušalkam in poslušalcem pa v njihove domove prinašala žarek sonca, pa nekaj svetlobe, ki jo v teh dneh še kako potrebujemo. Ampak začela pa pravzaprav pri enem od zanimivih nazivov, ki jih najdemo v opisu na tvoji spletni strani. Raziskovalec kompleksnosti našega obstoja. Kakšen raziskovalec življenja pravzaprav je Klemen Orešnik? Kdo pravzaprav si? Kompleksno bitje. Tako kot vsi mi nekako, ne. Pa to je pač nekaj, kar se jaz spomnim, pa mi mami pol tudi potrdila, da sem kot otrok ful rekel, jaz bom raziskovalec življenja. Nisem vedel, kaj to pomeni, ampak je nekaj, kar me je spremljalo, kar se je v bistvu odprlo, no. Neka radovednost, pa tudi kot otrok v osnovni šoli, v srednji šoli, mene te neke klasične stvari niso zanimale. In odnosi in zakaj se tle neki iščejo punce okoli, pa skozi neke drame, pa ne vem, ko mene je neki vlekel, ker nisem vedel točno kaj. Pol kasneje, skozi par izkušenj z psihedeliki, pa z travo, me je ta svet se ful bolj razkazal, tudi skozi vizije, pa skozi knjige, ki sem jih pa začel brati, ne. Različne ezoterične knjige o budizmu, o raznih vedah hindujskih. Pa takrat, ko sem jaz to začel, se je tudi v bistvu začela neka revolucija v zahodnem svetu, s psihedeliki, z raziskavam in kakor da sem jaz pač lih šel na to barko skupaj z vsem zahodom, ne. In je ful bilo v bistvu zanimivo to raziskovati. Ujel tisti pravi val pred približno 10 leti, ne? Recimo, Sicer si po poklicu grafični oblikovalec, pred desetletjem pa, kot sva že dejala, te je ujel ta pravi val. Po eni taki globoki mistični izkušnji si stopil na svojo, čeprav na začetku verjamem, da precej negotovo pot. Kako se je začelo to raziskovanje mističnega sveta? Jaz sem se odločil študirati grafično oblikovanje in se vem, da sem sam to prijavil, ker sem želel, da je nekaj z umetnostjo, nekaj s kreativnim izražanjem, pa takrat sem še verjel v to, da mora biti nekaj zelo otipljivega, nekaj, kjer lahko dobiš job, si zaposlen in si varen. Z dovolj denarja. Z dovolj denarja, pa redno plačo, pa vse to, ne. Pol pa v bistvu sem že tam skozi ta faks, skozi iskal neke nove pristope, drugačno kreativnost in skozi čas me je sploh po tej psihedelični izkušnji z gobicami, to je bilo mislim, da 3. letnik faksa, sem se toliko zaljubil v naravo, kakor da je v bistvu sem jo spregledoval prejšnjih 10-15 let in sem videl, koliko je vse povezan in koliko sem jaz del narave. Ne samo videl, ampak čutil. In to, kar čutimo, je v bistvu nekaj, kar ne moramo zanikati več. Je pač za nas resnično, ne. Pa se mi je v bistvu računalnik takrat malo zameril. In me je popeljal na pot analogne umetnosti. Ful sem bil inspiriran z vsem, kar sem videl, doživel, pa kar sem tudi bral skozi to gibanje takrat, da bi rad v bistvu stvaril umetnost, ki preslikava to, kar ne vidimo, kar je neotipljivo, kar je v drugih dimenzijah, recimo. Ali pa tudi samo občutke, ne. In takrat si začel slikati, čeprav prej nisi, ne? Takrat sem začel prvo risati s svinčnikom, ker ta faks mi je dal neko to deformacijo, da mora biti vse do milimetra. In sem pač zelo natančno risal s svinčnikom, po gobicah so se pa barve odprle.
in te popeljale v nov, veliki večini precej neznan svet. Ja. Kako bi ta mističen, čaroben, nenavaden, drugačen, morda bolj spontan, tudi z nami ljudmi bolj povezan svet predstavil vsem nam, morda tudi tistim skeptikom, ki pravijo, dajno, ne prodajaj mi buč. To je nekaj, kar sem tudi jaz razmišljal, jaz sem tak velik skeptik vedno bil. Ko se ti to pokaže, pa pač začneš se spraševati, ne? Kaj je ta svet? Ta svet je tudi svet, v katerem so govorili starodavne civilizacije, ki so imeli praktično vse stik z nekim, ali je bila to substanca, ali je bila to neka druga metoda, da so vstopali v stanja zamaknjenosti, stanja, kjer se nam razširi polje zavedanja in vidnega polja in dejansko večjo frekvenco vidnega polja zaznavamo, do tudi različnih bitij, entitet, s tem sicer jaz nisem imel stika, ampak so drugi imeli, do škratov in vil in vsega, kar je v pravilcah. Tako da je zelo noro mi bilo videti, da je v tem bilo veliko pisano, ampak smo mi in zahoden svet in znanost predvsem, smo to zapakirali v pravilce, pa mite, pa pač to ne obstaja, ne? To otroci vidijo, recimo. Ta svet sam pa ni nujno vedno mističen, pravličen, zelo velika so te izkušnje, v bistvu tudi dobiš vpogled v sebe, več je stopenj te psihedelične izkušnje, recimo, ena je zelo psihološka, kjer vidiš svoje vzorce, svoje strahove, sence na nek način, ampak jih vidiš z zelo fleksibilnim umom. Možgani so bolj fleksibilni in se lahko ustvari nova interpretacija, ne? Zato je meni bilo tudi zelo zanimivo, ker so ugotovili, koliko pomagajo pri depresiji, anksioznosti, pri ljudeh, ki so na robu smrti, ki imajo raka, recimo, ki jim čez noč, čez eno izkušnjo zgine ves strah in sprejmejo smrt in so hvaležni. In to je meni bilo najbolj zanimivo v bistvu takrat. Koliko poguma pa je bilo potrebno, ne nazadnje tudi z tvoje strani, da si naredil korak naprej, ne? Da si opustil te stare vzorce, ta prepričanja, s katerimi pravzaprav rastemo gor od malih nog in jih običajno ponotranimo do te mere, da jih res, res težko spustimo. Težka pot je, ja. Pa še kar traja. Tudi zdaj bolj sprejemam v bistvu, da to je nekako večna pot. V mojem primeru je bilo to tako, da zdaj, ko reflektiram nazaj, je bilo to zelo hitra transformacija oziroma zelo hiter uvid za ta mlad Zdaj vem, da nisem takrat zelo dobro zintegriral tega, ker v bistvu jaz sem se dobesedno zaljubil v ta pravličen svet in to me je inspiriral ful. Hkrati pa sem malo bežal stran od tega fizičnega sveta in odgovornosti, ki jih ima ta sveta, ne? In sem se identificiral s hipijom takrat, se upiral denarju in sistemu, to je nekako bila moja prva faza. Najdeti svobodo, tudi če nimam nič od tega, kar svet pravi, da moramo imeti. To je nekaj, kar psihedeliki naravno naredijo, skoraj vsakmu. Veliko je primerov, ki biznismeni dojamejo, da sploh niso v stiku s sabo, da družino zapostavljajo in pusti, proda firmo in začne čist drug življenje. Da, pogled, da ni denar vse, čeprav lahko rečemo, da še kako močno vrti ta naš svet. Ja, in je tudi v bistvu zelo pomemben, pač trenutno. Recimo, jaz imam neke večje sanje, kaj bi delal in denar je pač orodje. Tako da sem ga začel tudi videti kot orodje. Pol te vzorci pa nekako tukaj pa je pot integracije, ko spoznavaš te vzorce in mene so takrat meditacija začela ful zanimati, joga. To, ko se mi vse preveč razkazoval po tej izkušnji. Tudi z družino je bilo zelo težko biti. Ta kaos, ko sem ga tam zaznaval, ko mi prej bil očitno, sem ga bil navajen, mi je bilo tako, to ne rabi biti tako drame pa težko pa, ne. In sem začel ful meditirati. Tam pa res vidiš misel, vzorc in kako se mi zahakljamo na ta misel, ne vem, jutri mi ne bo uspel ta intervju. Pride in jo vzameš in gre v emocije in se začne neka drama delati, neka zgodba, ful je povezana z identiteto, z našo osebnostjo, ne. Tam pa treniraš, da ga pač pustiš in da te občutke tudi si dovoljš občutiti, ne. In jih spustiti naprej, prepustiti vesolju, ter pravzaprav živeti življenje takšno, kot pride samo po sebi. Ja, ker ne veš, kaj te čaka. Tako, tudi midva ne veva, kaj naju čaka v nadaljevanju, si bova pa zdajle z veseljem privoščila kratek glasbeni predah. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. S Klemnom Orešnikom,
klepetamo danes. Začeli sva precej mistično, spregovorila o svetu, ki je marsikomu precej oddaljen, po drugi strani pa tudi zelo blizu. In zdajle bova nadaljevala s tvojim delom, s tistim, ki ga morda največkrat vidimo oziroma ki je v teh dneh tudi nam precej ljub, to so pa lučke. Prav preko lučk sem tudi jaz najprej opazila tvoje delo, ena taka posebna zgodba, ki si jo zagnal tudi s pomočjo kampanje Kickstarter, so ambientalne ritualne lučke. Tudi te imajo posebno zgodbo. Kako se je začela pisati tale zgodba o luči, zgodba o svetlobi skozi les, skozi naravo in ponovno življenje? Ja, lučke so v bistvu tudi meni osebno zelo veliko dale v samem začetku tega procesa. Nekako so one druga faza mojega ustvarjanja zaenkrat in prvo sem zelo ustvaril vizionarsko slikanje, slikarstvo, ki je zelo eterično, ne. Pa se mi pa zgodila ena taka nepričakovana situacija, da sem bil v pričakovanju otroka, kar naenkrat. In to je porušilo ful veliko enih konstruktov o meni, o mojemu lifeu in me je povabil pač, da raziščem še več teh senc svojih in strahov. In slikanje enostavno takrat ni bilo več nekega driva. Preveč je bilo odzemljajoče. Jaz sem pa rabil nekaj, da me prizemlji in v bistvu je bil to les. Les mi je od vedno bil ful ljub, ful sem rad gledal vzorce v lesu in tako malo zgubljen sem takrat hodil skoraj vsak dan v gozd, ker narava mi vedno da neke odgovore, pa to tišino, ki jo rabiš takrat. In pol je en kos dobesedno se zasvetil na tleh in jaz sem nekako slišal, vzem me domov, naredi luč. In sem naredil luč in ta proces, stik z lesom, delo z rokam, z neko zelo trdno fizično zadevo, je meni v bistvu ful pomagal na začetku. Pa sem pa to nekako začutil, da bi delil, da bi jih lahko delal. Predvsem sem videl, da v našem svetu ful ne damo toliko poudarka doma na osvetljavo. Tudi velikrat pa še pri mene na žarence sam visi, sam kabel visi iz stropa. Ali imamo pa zelo take sterilne bele luči, ki zelo vplivajo na nas. Tako da jaz sem hotel v bistvu pripeljati naravo domov, da nas spomnejo vsakič, da smo del narave, da je narava zunaj okrog nas, v nas samih. In ta toplina njihove svetlobe, da nas vabi, da se upočasnimo, da se slišimo, da smo nežni. V bistvu vračanje nazaj k nekim naravnim ritmom. In te lučke res imajo posebno moč, tudi nama danes tukaj le prav prijetno sveti. In če sva se zdaj spomnila na tisto tvojo prvo lučko, kako pa so potem začele nastajati naslednje? Prvi kos lesa, praviš, te je poklical, kako pa si potem iskal kose dreves, ki so bila nekoč mogočna, danes pa čakajo morda na drugo priložnost, na transformacijo, na novo življenje? Je zelo podoben kot ta prvi. Vidim kos in je sam tak, wow, ta je lahko lučka. Kakor da so izbrani, ne vem, zelo težko je reči, pač počem jaz to zelo intuitivno se zgodi. Vidim ga in tudi vidim zelo velikrat v njih neke podobe enih biti, živali, ali sam mi je všeč njihov flow. Iščem kose, ki so zelo dinamični. In ni sam pač palca, ampak da ima vzorc, teksturo, obliko, ki je že sama po sebi ful zanimiva. Kako pa potem teče sam proces, ne vem, od najdenega kosa lesa do obdelave, do končne podobe lučke, naj si bo take, kot je ta, za nočno lučko, ne vem, za kakšno večjo, za strop oziroma za na steno? Ja, če so mokre, jih posušim, pustim, da se posušijo. Pol pa tudi veliko kosov lesa, zelo so različni. En je že ful obdelan, recimo te iz morja, ki pridejo, so ful trdni, morje jih res spolira, že skoraj ne rabiš veliko delati z njimi. Te, ki pa najdem v gozdu, so pa lahko premočeni, truhneli po površju, tako da jaz prvo spucam vse te sloje, sčistam, pol jih zbrusam, tudi včasih, če vidim nek vzorc ali pa obliko, jo tudi dodatno z dremeljčkom, to je taka manjša naprava za skulpturiranje lesa, naredim še malo bolj zanimiv vzorc, pa jih polakiram s tungovim oljem ali pa lanenim. Pa se pa v bistvu, ja, je ta električen del, ful imam rad tekstilne kable. Prvo so bili normalni kabli in neki ni štimal. Sem pa najdel pa eno ful dobro trgovino, ki imajo
celo paleto enih kablov, zdaj skozi njih uporabljam. Pol je pa odvisen, ja, če je majhen kos, lahko že sam stoji, recimo tako je zdaj tukaj v studiu, je rabla stojalo, podstavki in tako so se te različni tipi lučk so se v bistvu sprotoma rojevala. Ne. Potem pa lesu dodaš še tale kokon iz To, ja. riževega papirja, ki pa doda še tisto piko na i. Na kakšen način pa oblikuješ tale papir? Ta papir zaenkrat v bistvu kupam v art trgovini, to je rižev papir in meni je ful ljub ta oranžen, ker pa res da ful lepo svetlobo, kot nek sončen zahod ali pa kamin. Pol pa jih v bistvu trgam na manjše koščke in uporabljam mešanico mekola tega lepila za les pa vode in s čopičem počas v bistvu oblikujem. Par enih naredim še prej iz lesa za pletet košare, če bi kdo rad to tudi probal delati. Naredim okvirno, ker ene rabijo ful več papirja in rabiš okvir, da ta papir lepo stoji. Si ti edini iskalec lesa, ki gre potem v podobo lučke, ali ti lahko kakšen navdušenec prinese v obdelavo tudi svoj kos lesa? Ja, to se mi je lik zdaj zgodilo na te zadnjo lučko. Tako zelo lepa zgodba, ki je gospa, spoznal sem jo lansko let, nedavno ji brat umrl in on je zelo zbiral te kose lesa in ona me je kontaktirala in rekla, jaz imam toliko kosov, jaz želim, da grejo naprej nekam, ki bojo lepo uporabljeni in ful je bila navdihnjena, da bi naredil eno lučko. Se pravi, mi je poslala, takrat sem bil na Korčuli, ona mi je poslala paket teh kosov manjših in se je tudi skozi to njeno željo razvila lučkica Spark, se pravi, to je taka mini lučka. To je zdaj najnovejša vrsta lučke. Tako da ja, ful mi je všeč, ker ljudje prinesejo nekaj, kar jim že pomeni. Pa tudi ful mi je všeč sokreiranje z ljudmi nekako, tako da tudi mi je fajn, če je cel proces meni prepuščen, ampak sam sem se odločil tudi v bistvu, da ponudim, da lahko na moji spletni strani greš čez cel katalog teh surovih kosov in si izbereš tistega, ki te pač pokliče. Ki najbolj zavibrira v bistvu s tabo in s tvojim morda prostorom, s tvojimi željami, pa potem iz tega kosa nastane unikatna lučka, pri kateri je pomemben ne vsak detajl. Ja, res je. Ful so mi všeč detajli že od zmeri in od faksa naprej. Tako da ja, res dam pozornost vsakemu detajlu, kako se papir poveže z lesom in tako naprej. Pa hkrati se pač razvija to. Ker jaz nimam nobenega izobraževanja z delom z lesom, to se vse sproti učim, malo se po YouTubu učim, malo koga spoznam, ki zna, pa mi da napotke. Tako da je zelo zanimiv. Jaz se učim in zmer so boljše lučke tudi. Ostajaš zvest temu svojemu raziskovalnemu duhu še iz otroštva. Ja, res je. Ja. Če sva še pri lučkah, morda koliko takih unikatnih lučk, osvetljevalk dušnih poti, kot praviš ti, pa je že nastalo pod tvojimi prsti? Zdaj po moje smo bili 60, ja. Ne štejem jih, no, ampak mislim, da jih je kar že nekaj, ker tudi sem imel priložnost 3 hiše opremiti in ful me veseli v bistvu to. Sem ugotovil ljudem, skupaj z njimi, z njihovim potrebam, kaj želijo v bistvu skreirati osvetljevanje celega prostora. Tako da tam je bilo tako po 5-8 lučk. In na tak način ustvariti prijetno atmosfero ter živeti svoje poslanstvo, o katerem bova kakšno več rekla še po glasbi. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. S Klemnom Orešnikom klepetamo danes multidisciplinarnim umetnikom, vizionarjem, mistikom in raziskovalcem prelepe kompleksnosti našega obstoja. Povedala sva nekaj o tvojih začetkih odkrivanja mističnega sveta, predstavila lučke, zdaj pa se bova dotaknila še glasbe, ki je prav tako pomemben del tvojega življenja. Zvočna popotovanja so ena taka zanimiva zgodba, ki jo lahko najdemo na tvoji spletni strani. Za kakšna popotovanja pravzaprav gre? Oziroma, dajva morda začeti kar z zvokom. Kako pomembno vlogo pa ima zvok v našem življenju? V bistvu ima zelo pomembno vlogo. Pa se mogoče tega ne zavedamo tudi, ne? Koliko vpliva na nas različni zvoki, različna muzika. In mislim, da vsak najde nekaj, kar resonira v njemu, ko posluša različno muziko, ne? Glasba me je v bistvu spremljala, to je bila moja prva ljubezen, ker je oči bratu kupil kitaro, ki jo ni uporabljal in takrat, ko sem jaz se povezal s travo in začel kaditi, recimo, ta obdobje, sem jaz ful padel na to kitaro in ful začel igrati. Pa smo imeli tudi 2 benda in predvsem smo jamali, se pravi smo improvizirali, igrali, raziskovali, spet smo raziskovali, kva vse lahko nastane. Tako bom rekel, jaz sam sem skozi to igranje, ne vem, v bistvu te dal en prostor, ki ni toliko aktiven.
To je ena stvar. Se pravi, sprostite. Jaz sem pol bil tudi metalc, pa sem tam headbangal, pa vse, pa je zelo divja muzika, ker ti spet nekaj da, ker ti lahko da ful prostora, da sprostiš eno jezo, ker sploh ne veš, da jo imaš. Veliko metalcev je v bistvu ful veselih ljudi. Pa sem skozi risanje, sem zmeraj imel pač v zadju muziko in mene ni zanimal en tip muzike, ampak sem res v bistvu dopuščal, da gre vse živo skozi moja ušesa in to se je tudi preslikavalo skozi ustvarjanje. Se pravi, sem sam videl, koliko ima nek zvok, en band, ful drugačno energijo kot drug band, ali pa elektronka, ali pa tradicionalna inštrumentalna glasba. Vse nas da v neke druge prostore. In nam pravzaprav ponudi tudi pogled na svet, ne, z neke druge perspektive. Tudi, ja. Sploh, če recimo poslušamo kakšno muziko iz drugih kultur, meni je odzmeri ful bliz orientalska muzika, arabska, to tudi sam veliko igram, pa še želim si kar nekaj inštrumentov kupiti teh njihovih, ker ti pokaže ti kulturo njihovo. In je pravzaprav zgovorna, kljub temu, da nas v običajnem življenju ne ločijo jezikovne bariere, je pri glasbi drugačen. Ta ima svoj tok in pripoveduje marsikaj. In je tudi uporabna za marsikaj. Ne tudi, zdaj me bodo zdravniki verjetno za ušesa, ampak ne nazadnje, ima glasba tudi zdravilno moč. Ja, definitivno, ja. Poznam jaz veliko ljudi v naših krogih, ki so zdravilci zvočnih terapij, recimo. Tam uporabljajo različne tibetanske sklede, kristalne posode, gonge. To so pa sploh inštrumenti, ki so narejeni bliže za vstop v druga stanja zavesti, pa za harmonizacijo v bistvu našega telesa. Meni je zelo všeč vedno pač gledati tudi, kako se to z znanostjo povezuje in dejansko, ker je v nas toliko vode. Zvok pa vodo premika in ustvarja vibracijo znotraj nje, mi se lahko zdravimo, magija, pa hkrati znanost, ne? Tako da res pomaga, ja, sama glasba. Tudi sam pa izraziti se, to bi še dodal. Tudi sprostiti nekaj skozi sebe. Meni ful velikrat, ko mi je bilo težko, sem začel peti ali pa igrati kitaro. Ker to ne gre skozi umski proces, pa analiziranje pa tega, ampak te sam sprosti in tudi velikrat mi pomaga, recimo se zjokati ali pa začutiti pač neko bolečino. Moraš pustiti glasbi, ne, da pride do srca, pa ob tem izklopiti naše možgane, ki nas včasih preveč držijo na mestu. Ja, sigurno, ja. Tudi sam pripravljaš zvočna popotovanja. Kako potekajo? Na kakšen način si lahko privoščimo nekaj za naše telo, nekaj za našo dušo in nekaj, kar nas morda v tem hitrem, norem tempu res pripelje bliže k sebi? Zvočna popotovanja sem jaz začel delati s prijatelji, z ljudmi, ki sem jih spoznal v različnih krogih. Večinoma smo skupaj delali. Delali smo čisto intuitivna potovanja, kjer smo mi tudi sebi dopustili, da je vse ok. Ful je tega perfekcionizma v muziki, jaz to vem od prej, ko sem bil v bendu. Ne smeš faliti tona pa to. Mi smo pa šli v to, dajmo sprejeti vse. Pač, če falimo, pa se znajdemo, pa ne zbežimo stran. Pa pustimo, da je tišina včasih. In ljudje so pa prišli plesati čisto svobodno, kakor vsakmu paše. Ali pa ležati, ali pa samo poslušati nas. In to je bil spet en tak ful zanimiv eksperiment, kva se vse lahko zgodi iz trenutka, iz polja, ki ga ustvarjamo mi in ljudje, ki pridejo, vsakič je bilo drugače. Tako da to je bilo en tak vstop za mene, pa povabilo, da to tudi jaz začnem delati. Jaz trenutno sem v bistvu v nekem začetku tega, za me lučke bolj zaposlujejo, ampak jaz v bistvu ustvarjam prostore za intuitivno slikanje, kjer igram intuitivno glasbo. Se pravi, moja glasba se zgodi spontano in v bistvu omogočam pa pomagam ljudem, da ta sklopijo, zato ker sem tudi jaz v enem podobnem procesu takrat, kakor so oni. Da ne hodim okoli njih, ampak pustim 1,5 ure je vsak v svojemu procesu. Ustvarjanja tako ali drugače. Zdaj prej si omenil, ali igramo ali pustimo tišino. Ne vem, kdo mi je na enem od takšnih pogovorov rekel, da je tišina pravzaprav najbolj popolna oblika glasbe. Kako pogosto pa si privoščiš tudi sam to tišino, ki nam v svetu, v katerem smo bombardirani z zvokom, s podobami takšnimi in drugačnimi, paše, a si jo znamo oziroma morda si jo sploh upamo privoščiti? To je najbolj vprašanje, ja. A si jo upamo? Ker jaz vem, da si jo nisem upal. Jaz sem toliko muzike poslušal, zmeri.
pred spanjem, na avtobusu, na faksu. Skozi me je mogla spremljati, pa sem mislil, da je to samo tak navdušenje, ampak dejansko s tišino sem bil ful težko. Ker v tišini se slišimo, ne? In lahko slišimo te dele, ki jih pač z glasbo, z vsem drugim pogovarjanjem, filmi, v bistvu hočemo nekako malo pozabiti, dati na stran. Tako da meni prve meditacije so bile grozljivka. Res, tako, ful je bilo težko ostati tam, pa biti ok s tem, kar prihaja. Hkrati pa narava, mislim, da večini nam, ko gremo v naravo, nas povabi k tišini. Če si dovolimo, spet je to treba zavestno nekako si izbrati. Jaz se pač zelo pogosto, pa zelo sem rad v tišini. Začutim, ker je preveč nasičen vse, ker sem prišel iz nekih pogovorov, se usedem domov in sem pač v tišini. In greš morda v gost, ponov navdih, ponov kos lesa, ponovo lučko, pa ponove zgodbe. Tako je. Tako, tudi midva si jih bova privoščila o nadaljevanju, zdajle pa naju čaka še nekaj glasbe. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Še nekaj minut današnjega druženja o radijski klepetalnici Na stežaj bomo preživeli v družbi Škofjeločana Klemna Orešnika. Prej sva že govorila o lučkah in zvoku, zdajle pa se bova dotaknila še ene tvoje ljubezni. Slikanje, kar nekajkrat si ga vmes že omenil. Ena taka zanimiva zgodba, ki prav izstopa na tvoji spletni strani, je kreativna alkimija z intuitivnim slikanjem. To se res sliši tako zelo mistično. Kaj pa to pravzaprav pomeni v praksi? Ja, kreativna alkimija je pač izraz, ki sem ga jaz dal temu procesu, vstopal neznano skozi kreativno izražanje, kjerokoli. Pač v mojem primeru je to slikanje, lahko je tudi ples, glas, tudi kreativni pristopi k čemurkoli, k biznisu. Je alkimija. Tako, alkimisti so iskali zlato, ne? Mi pa lahko tisto dodano vrednost oziroma morda za nas večjo vrednost najdemo skozi različne zgodbe. Kako pa poteka tole samo slikanje, ne? Prej si že povedal, da ga spremljaš tudi z glasbo. Na kakšen način se slikanja, ustvarjanja lotijo ljudje, ki morda v osnovi trdijo, da sploh ne znajo risati, da je umetnost pravzaprav nekaj, kar jim je španska vas, pa vendarle pod tvojim mentorstvom sami ustvarjajo res take zanimive slike. To je v bistvu ta prepričanje, ki je nam vcepljen, ki je tudi meni bil vcepljen in skozi mojo ustvarjalno pot sem dobil navdih, da bi to rad tudi prenesel drugim, ker sem se sam v bistvu soočil z vsemi temi problemi, recimo ustvarjanja, perfekcionizma, kaj mora nastati, koliko se obremenjujemo s tem, kaj si bojo drugi v tem mislili in tudi stili, recimo, da mora biti nek landscape, da mora biti tak in drugačen. Meni se je pač odprla umetnost, ki je v galerijah ni, ki je v nekem podzemlju psihedelične kulture. Za moje pojme je pa zelo močna umetnost, ker tudi ful veliko umetnikov, teh vizionarskih, je res tudi tehnično, so ful izkušeni. Veliko bolj kot veliko umetnikov zdaj v modernih galerijah. Tako iskreno moram reči, so nekako kot te Michelangeli pa to in me zelo inspirirajo. To je pa umetnost, ki nastaja prek notranjih vizij ali pa v tem primeru prek vizij z različnimi psihedeliki ali pa samo en je zelo dobro rekel, da je to avtomatizem, da dopustimo, da se avtomatizem zgodi skozi nas, se pravi, jaz se ne usedem s konceptom. Moje delavnice recimo izgledajo tako, da prvo gremo skozi par vaj, da zbudimo pretok energije v telesu. To se zmer spreminja, to jaz raziskujem. Veliko dam kundalini praks, to so različne prakse dihanja, premikanja telesa, da se zbudi energija. Pol imamo, lahko tudi skupen glas damo, ker grlena čakra je izražanje, grlo je ful pomen pri izražanju in če damo skupaj en glas, se ljudje ful sprostijo, recimo. Poj pa meditacija, vizualizacija, kjer jih pa jaz povabim v en prostor, da postopoma odmislejo sebe, svojo zgodbo, preteklost, kaj jih čaka, grejo v ta trenutek zdaj in pustijo, da se jim kaj pokaže. Ali pa da začutijo en občutek. Lahko je to nek navdušenje, lahko je to neka bolečina, strah, dvom in pol jih povabim v to, da po tej meditaciji takoj v tišini vsak gre do barve, brez da jo zbere umsko, ampak samo vzame barvo. V bistvu treniramo nekako intuicijo. Pa spoznavanje sebe, ker se je meni
ful velikrat pokazali, dokazali, da moje slike so reflektirale moje notranje stanje. Včasih so celo o kolektivnem nekem premiku govorile, ko sem se pol s prijatelji pogovarjal, pa smo vsi šli skozi nek proces, ki se je meni tam pokazal, recimo. Ampak zato je treba zbrati kar nekaj poguma. Mistika je nekaj, kar nas po eni strani zelo privlači, zelo zanima, po drugi strani pa običajno kar hitro postavimo zid, ker je to nekaj neznanega, nekaj, kar naš težko sprocesira. Kako pa zbrati pogum, da premagamo ta strah, pa poskusimo nekaj novega? Radovednost. Mene zmeraj v bistvu spomnim se na radovednost. Otroci, koliko imajo oni enega poguma, pa jih noben ni naučil tega poguma. Sam so ful radovedni. In mislim, da jaz recimo v predelavnicah želim spodbuditi to radovednost. Ja, ne vemo, kaj nas čaka. To je pač strašno. Ampak strašno je sam za naš ego, za naš ker ne vemo. Ampak v bistvu lih v tem, to se jaz zelo učim v življenju. Veliko kontrole hočem še imeti v življenju, ampak ful, ko spustimo to kontrolo, se lahko zgodi nekaj, kar si v bistvu želimo, pa sploh nismo vedeli. Ali pa dobimo točno to, kar rabimo. To radi tudi rečemo zdaj. Drži to, ko razni, trenerji, razni coachi pravijo, da pravzaprav vse že imamo v sebi, samo zaupati si moramo, pa prepustiti se je potrebno. Ta kontrola je tista bremza, ki fejs drži. Ja, ker ne vemo, mogoče nas neki v bistvu dejansko veseli, ker mi skozi verjamemo, da nas ne. Paradoksov je veliko. En primer iz mojega življenja je v bistvu učenje drugih ali pa nastopati javno. To je moj največji strah iz otroštva, iz šole. Moja največja travma. Skozi sem se ful bal, ampak pa greš skozi to tako, da greš v to. Ne moreš to premisliti, moraš iti, začutiti to tremo, ta strah, dopustiti ga, da ti ne uspe zmeriti, tako kot si zastavil, spet kontrola, Kar ne pomeni, da ni prav, oziroma da je narobe. Čisto okej je. Ker kdo je ta sodnik? Mogoče ga tam iz šole še vlečemo, mogoče starš, dedek, neki, pa smo sami do sebe strogi, ampak ja, skozi to neko razslojevanje vsega tega se je meni pokazal pač en dar in nekaj, v čemer ful uživam, kar me je bilo prej ful strah. In pravzaprav živiš svoje poslanstvo, živiš svoje darove, jih udejanjaš in z njimi osrečuješ ljudi okoli sebe, kar pa je pravzaprav najpomembnejše. To je pa najlepše, ja. In odpiram se poslanstvu. Veliko stvari še zmer ne vem, kaj bo, kaj me čaka, kaj lahko še nudim, recimo. Ampak dokler te bo radovednost spremljala na tvoji poti, se ne bojim, da ne boš odkril še kakšne nove strasti, kakšnega novega znanja, o katerem bova z lahkoto klepetala ob naslednji priložnosti. Danes pa morda za konec prižgala še eno lučko, takole simbolično. Zdaj za nami je zimski solstici, dan se daljša, midva pa dajva z eno popotnico, slovo staremu letu, pa pozdravi novo, ki prihaja. Kaj bi položil na srce našim poslušalkam in poslušalcem? Kaj naj bo v novem letu, v novi poti okrog sonca drugače? Kaj naj bo lučka v njihovem življenju? Zdaj, glede na to, da smo v najtemnejšem obdobju leta, bi vsakega povabil, da je radoveden in vstop tudi v to temo, kjer je ful veliko luči, kjer se skrivajo naši zakladi, kjer odkrijemo neki, kar je mogoče res naše in ja, iskreno želim v bistvu vsakemu, da je njegova pot skozi bolj osvetljena in da živimo to, kar res želimo živeti, ker v bistvu tako je svet ful lepši in tako lahko inspiriramo en drugega in se učimo en od drugega. To je en povabilo, hkrati pa bi še rekel, da je ful zanimiv, zapuščamo obdobje leto kače, letos je bil leto kače in numerološko je leto 9, ki je zadnje leto v ciklu, tako da se zaključuje in astrološko ful velik. En velik paket se zaključuje s tem letom, novim letom, vstopamo pa v leto konja, pa ful planetov je v ovnu, to zdaj mogoče ne razumete vsi, ampak veliko ognjene energije nas čaka. Zdaj smo plavali en čas zelo v vodah, zdaj pa v bistvu čaka akcija, tako da pejmo akcijo, dajmo to, kar res želimo dati svetu pa drugim.
Klemen Orešnik, hvala lepa za tole popotnico, hvala lepa za to, ker si z nami delil delček svojega življenja. Če ga želite ujeti še več oziroma spoznati Klemnovo delo, potem lahko kliknete na njegovo spletno stran in tam boste našli zagotovo veliko zanimivih zgodb, ki jih Klemen piše. Mi ti seveda želimo ustvarjalno leto, še veliko svetlobe na vseh področjih in da boš smelo sledil svojim sanjam in še naprej ostajal radoveden. Lepo bodi in se vidimo kmalu. Hvala lepa, tudi ti, lepo bodi.